Kakšna bo letošnja letina hmelja? V galeriji Nika Egnjatiča razstavlja Boris Bizjak. Fotograf Boris Hutinski se predstavlja v prostorih Vizualno-umetniškega društva v Celju. Rokometaši Celja Pivovarne Laško jutri začenjajo s pripravami na novo sezono. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Hmeljarji se te dni ozirajo po hmeliščih in se, predvsem zaradi vročinskih valov, ki jih imamo v tem poletju, sprašujejo po kakovosti letine. Že na prvi pogled je videti, da ta ne bo tako obilna kot lani, a kljub temu še niso obupali. Hmel na savinjskih hmeliščih ima namreč še nekaj časa za kakovosten pridelek. Lansko leto je bilo predvsem za hmeljarje posebno leto. Leto polno dežja in, kar je najbolj pomembno, spremenjene tržne situacije na hmeljskem trgu. Ta je prinesla Sloveniji po dolgem času spet optimizem, saj je prodaja aromatičnega hmelja zelo dobro stekla, povečalo se je povpraševanje po Aurori in več ali manj so hmeljarji lahko z letino 2014 tako v proizvodnem kot tržnem smislu zadovoljni. Res je, da je lanska letina bila ena od lepših letin v zadnjem desetletju. Hmeljarji so pridelali tam okoli 2300 ton suhega hmelja, kar je res bila taka dobra novica, sploh pa to, da se je tudi ves hmelj prodal. Sicer letošnja letina še ni vsa na ogled, a kaže, da takšna kot lani vendarle ne bo. Letošnje leto saj do sedaj ni tako naklonjeno rasti in razvoju hmelja, kajti spomladi smo imeli opravka s tistim hladnim začetkom, pa potem spet kar ti nenavadni skoki temperatur in pa sedaj seveda tale vročina nad 30-33 stopinj zagotovo ni ugodna za razvoj rastlin hmelja. Rast rastlin je namreč zaradi temperatur višjih od 30 stopinj Celzija zaustavljena. Listne reže se zaprejo in tako rastlina miruje in čaka na boljše pogoje rasti. Kolikor se le da, boljše pogoje ponudijo hmeljarji. Hmeljarji sicer blažijo te nevšečnosti z namakanjem, kajti večina hmelišč v spodnji Savinjski dolini je sedaj opremljenih že tudi s kapljičnim namakalnim sistemom, druge pač tudi namakajo s tako imenovanimi rolomati oziroma razpršilci. Na območju Savinjske doline je sicer v hmeliščih zadnja leta videti tudi rast fižola, a kot pravi Friškovčeva, gre le za kolobarjenje, ki je pri rastlinah trajnicah, kar hmelj je, primerno in priporočljivo izvajati in sicer za kakšna 3 leta. Gre torej za priporočljiv ukrep, ki pa hmelišč v spodnji Savinjski dolini nikakor ne zmanjšuje. V zadnjem času so celo zaznali več le-teh. Ja, razveseljivo je, da so se površine s hmeljem v zadnjih 2 letih ponovno povečale. Letos je prvoletnih nasadov bilo posajenih kar 200. V Sloveniji je tako 1400 hektarjev hmelišč, kar je že sedaj kar več kot 300 hektarjev več kot naprimer pred 3 leti. Seveda pa je to odraz boljšega stanja na trgu s hmeljem in možnostjo, ki jo imajo hmeljarji ponovno, da lahko sklepajo večletne prodajne pogodbe. Savinjska hmelišča so najpogosteje posajena s sorto Aurora, se pa čedalje bolj pojavlja tudi sorta Celeja. Hmeljarji se namreč odzivajo na potrebe trga, na katerem je veliko povpraševanje po Celeji. In kam vse gre savinjski hmelj? Praktično po celem svetu, tako da je slovenski hmelj znan kar povsod. V galeriji Nika Egnjatiča so odprli razstavo Vesoljna prihodnost. Na razstavi je na ogled 25 slik, ki so ustvarjene v slikarski tehniki akrilnih sprejev. Avtor razstave je multiinstrumentalist Boris Bizjak, ki se pod mentorskim vodstvom Milana Jenka vedno bolj uveljavlja tudi na področju slikarstva. Razstava bo na ogled do 8. avgusta. To je razstava slik v sprej tehniki in pa tudi nekaj slike pop art, portreti. Te slike sem ustvaril nekje 1 leto. Slika se pa naredi lahko čisto odvisno. Če je manj zahtevna, lahko se naredi v pol ure, lahko pa tudi traja več dni. Slikam šele dobro leto. Sem slikal že v osnovni šoli. Pred 1 letom je pa od moje sestrične hči dala eno sliko na Facebook, kjer je bila lepa slika in zraven sprej in
Sem bil radoveden in sem šel to iskati po internetu in sem našel nekaj umetnikov iz celega sveta, ki sem jih potem tudi dodal na Facebooku in sem dobil od njih navodila, kako se v tej tehniki slika. Prva razstava je bila na gradu Komenda na Polzeli, samostojna, druga razstava je bila potem v avli mestne občine Velenje, potem je bila razstava v Kulturnem domu Šmartno v Paki, naslednja razstava je bila v galeriji Betnava, kjer sem pa razstavljal skupaj z gospodom Rajkom Ferkom iz Maribora in Ano Grubeninič iz Ljubljane, to je pa zdaj zadnja razstava je pa v galeriji Niko Ignjatič. V prostorih vizualno-umetniškega društva AXX on M v Gosposki ulici v Celju pa so odprli razstavo z naslovom Ecce Homo. Razstavljena dela fotografa Roberta Hutinskega bodo na ogled do 24. julija. Serija govori v bistvu o mašini uničenja, o holokaustu, ki v bistvu lahko po eni strani tudi predstavljamo v sodobni čas, ker jaz mislim, da doživljamo holokaust tudi v današnjem času, sicer z drugimi sredstvi, z drugimi načini, ampak ga doživljamo. Ja, v bistvu serija je nastala leta 2012-2013, gostovala je že po svetu, zdaj jo predstavljam prvi celjskemu občinstvu. Sama tema, recimo, povod, vse skupaj je bila diktat kapitala in kapitalizma na svobodo ljudi, na izkoriščanje. To je bila v bistvu tematika. Lahko pa zdaj predstavljamo tudi na trenutno aktualno dogajanje v Grčiji, se pravi ne trenutno, ki že traja nekaj časa, ampak je zdaj pač implodiral v tem času. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo jutri začeli s pripravami na novo sezono, ki se bo s superpokalom proti Gorenju začela 29. avgusta. O pričakovanjih in ciljih najuspešnejšega slovenskega rokometnega kluba smo se na predstavitvi moštva na Pivo in cvetju pogovarjali s trenerjem Brankom Tamšetom in kapetanom Luko Žvižejem. Celjani novo sezono pričenjajo kot branilci naslova državnih in pokalnih prvakov. Po besedah njihovega trenerja Branka Tamšeta je cilj obraniti obe lovoriki. Vsekakor, da naši cilji v domačem prvenstvu so najvišji, zato tudi delamo, treniramo. Mi se zavedamo, da bo presneto težko, sezona je dolga, imamo kar nekaj klubov, ki imajo isto razmišljanje, napadajo nas, težko bo braniti, ampak lahko obljubim, da bomo vsemi 4 branili to, kar branimo sedaj že 2 sezoni. Pivovarji so v domačem prvenstvu neporaženi že več kot 50 tekem, niz za katerega njihovi navijači upajo, da se še ne bo končal. Te številke so sigurno zanimive za gledalce, navijače, vas, novinarje. Ne nazadnje tudi mi to radi pogledamo, ampak kar je bilo, na to je treba pozabiti. Sigurno so spomini lepi na to, biti v slovenski ligi nepremagan, bom rekel, ob nekaj izjemno dobrih ekipah, ob zelo naporni sezoni, ki traja 10 mesecev, je velik uspeh za to našo mlado ekipo, ki je bila. Sigurno, da naš moto je vsako tekmo odigrati maksimalno, jo poskušati oziroma vse narediti za to, da zmagaš, in mi bomo delali tako. Sigurno, da če bi se ponovila še enkrat takšna sezona, bi bili izjemno veseli, ampak ne delajmo si iluzij, ne gledamo tako daleč naprej, gledamo vsakega naslednjega nasprotnika. Tako bomo tudi delali, to bom zahteval od fantov in samo to je pot, ki te lahko potem pripelje do tega, kar se nam je zgodilo. Sigurno pa v tem trenutku nimamo takšnega plana, imamo samo, se pravi, iz treninga v trening čim bolje oddelati in potem tekmo vsako posebej maksimalno odigrati. Ja, tu je treba iti naprej. V bistvu je sezona lanska pozabljena, današnji dan je nekako uvod v novo sezono, kjer začenjamo zopet znova in normalno. Pri nas so vedno postavljeni visoki cilji, tako tudi letos, in mi bomo delali sedaj trdo, dober mesec in pol, da lahko potem ustvarjamo te cilje, ki si jih bomo zadali. Celjski rokometaši se tudi letos ne bodo borili le znotraj meja Republike Slovenije. Zopet bodo namreč tekmovali v Ligi prvakov, ki je doživela spremembo tekmovalnega sistema. Liga je sedaj sestavljena iz elitnega nabora najboljših 16 klubov, ki bodo nastopali v 2 skupinah po 8 ekip. V družbi 16 najboljših evropskih klubov so kot letošnji edini slovenski predstavniki tudi Celjani, ki jim je žreb namenil Kiel, Veszprém, PSG
Vislo Plok, Zagreb, Bešiktaš in Flensburg. Tamše je prepričan, da so Celjani sposobni osvojiti eno izmed prvih 6 mest, ki še peljejo v osmino finala. Trdim delom v lanski sezoni z dobrimi igrami smo si to povsem zasluženo priigrali. Zavedamo se tega, kakšne ekipe prihajajo k nam. Jaz lahko obljubim v tem trenutku, da nikomor, zares nikomor ne bo lahko v Zlatorogo. Dali bomo vse od sebe na vsaki tekmi. Želimo si napredovanja naprej. Že to je, bom rekel, ena pohvala za nas, oziroma za celoten klub, za tudi vse navijače, fene našega kluba, da igramo v tako imenovani elitni diviziji, se pravi v skupini A. In to je, bom rekel, ena pohvala za minulo delo. Seveda na tem ne bomo spali, stremimo k temu, da dobimo čim več točk in da nikomor ne bo lahko. Ja, sigurno. Liga prvakov je nekakšna nagrada za to, kar smo storili lansko leto. Zagotovili smo si nastop v elitni skupini Lige prvakov, kar nam prinaša v Zlatorog same najboljše rokometaše na svetu, najboljše ekipe in ja, veselimo se tega, predtem pa bo seveda treba uspešno nastopati tudi v slovenski ligi in pa pokalu, kajti vse skupaj, jaz si želim, da bo prišlo do tega, da bo Zlatorog še večkrat poln, kot je bil lansko sezono. Prihodnji teden pričnete s pripravami, kar prekratek je bil tale odmor, kaj ne? Ja, odvisno koga pogledamo. Ja, mi si želimo še kakšen dan več počitka, tisti, ki pa nas usmerjajo v to, pa si želijo, da že začnemo čim prej in da čim več naredimo, tako da tudi med počitnicami smo imeli vsak svoj plan dela, tako da nismo čisto bili na off in ja, en teden je še do prvega treninga, tako da kdor še ni vse postoril, še ima malo časa, da pride na priprave, tako bi rekel, normalno pripravljen. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo letošnjo sezono odprli 5. septembra, ko gostujejo pri rokometnemu društvu Slovan. Še predtem pa jih 29. avgusta čaka superpokalna tekma z Gorenjem, ki bo odigrana na prostem v Portorožu. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno in zelo vroče, popoldne bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji tudi nevihte. V petek bo vročina nekoliko popustila, se bodo pa pojavljale plohe in nevihte. Želimo vam še naprej precej prijetno popoldne oziroma v nadaljevanju večer. Hvala za pozornost, vidimo se jutri.